Spet je ponedeljek z mojo novo frizurico, jaz sem toliko happy z njo. Za ta teden se moram res bolj potruditi, kot sem se tega za prejšnjega, zaradi tega, ker prejšnji teden. Po mojem sem že bila malo fed up with everything, pač z vloganjem in tudi nič kaj se ni dogajalo, tako da pol meni se ponovadi ne ljubi snemati, ker pač se mi nič ne dogaja in pol ni nič footage. Ampak ta teden sem potrudila malo boljš. Danes je ponedeljek, a bom šla v knjižnico? Probably ne. Zakaj? Zaradi tega, ker to je bilo prvi teden, da meni ni ratal knjige do konca prebrati v enem tednu, zaradi tega, ker se je skozi nekaj druga dogajalo. Oziroma pač nič se ni dogajalo za kamero, ampak pač life went on in nisem se dol usedla, da bi do konca prebrala. Tako da danes imam tole za do konca prebrati. Drugač, knjiga je, sem že večkrat v prejšnjem vlogu povedala, je o eni punci, ki je bila s tipom in tipu je za 30. rojstni dan postavila ultimat. A se jo bo zaročil ali pa gre ta narazen in on pač tega ultimata ne vzame dovolj resno in je ne zaroči in ona v tem času glih spozna enega rock zvezdnika Scotta. Z njim se pač ful zaljubita in pa sta kar naenkrat skupaj in on jo vpraša, če bi se poročila z njim, tako dobesedno čez noč. Tako sem že rekla v prejšnjem vlogu, da upam, da pač ne bo ta z unim bivšim nazaj skupaj. I cannot take it back. Pač ta rockstar je tako res zelo obviously že na začetku bil pač narcissist in tudi pol kasneje skozi knjigo. Mislim, a je narcissist. Ful ima težave in te klasične z drogami, z alkoholom, whatever. Ampak čez knjigo, zdaj bom mal spoilers, ki pa je naprej, če se to ne zanima. Ampak že čez knjigo je pač njegov POV in je zelo tek napisano, pač da on nima takih čustev do nje, kakor ima ona do njega. In tek zelo hiter sem opazila te, se veš, v njegovem razmišljanju in v tem, kak se ona dva med sabo pogovarjata, da je ona pač ful bolj zobljena v njega, kakor pa ona njo. In zdaj sem na 394. strani, 59. poglavje in sta tih pred poroko in zdaj, major spoilers, par poglavje nazaj je Scott, ta rock zvezdnik, zvedel, da je ta bivši fant od te glavne junakinje v bistvu hotel njej za rojstni dan pokazati novo hišo, ki jo je kupil. In ko bi ona dva prišla v to hišo, jo je hotel zaročiti. Which is very cute. In je tak, ok, we were missing some details, v redu je, če bo ta nazaj skupaj, but also, pač, ona, ne vem, mogla bi po moje še enkrat brati, ampak ja, zelo je tak napisana verjetno res iz njene perspektive in kak je ona to vse skupaj videla, tak da ona njega pač je videla kot, jaz nočem več biti z njim, what am I doing with him. Ampak pač, če se tak počuti, she can go find something else, why not? Ampak ja, na koncu bodo spet skupaj, zelo obvious je at this point, tako da je pa veliko boljš, ko pa če bi bila s Scottom, zaradi tega, ker Scott ima pa verjetno ful težave. Moj idealen zaključek te knjige bi bil, če bi ona bila sama, because she has some issues as well. Drugič pa, tako sem že v prejšnjem vlogu rekla, ful mi je fajna knjiga, zaradi tega, ker je pač res, ta pisatelj zapiše ful British in meni je pač blizu to. Mi je kind of žal, da sem eno prejšnjo njeno knjigo prebrala v slovenščini, ker je bila res shit. To je bila ona Igra z ognjem. Pač, ne vem, ne prevede se humor, ne prevede se pač stavki in enostavno it didn't work. Pa malo razmišljam, da bi še dejansko ostale njene knjige kupila, ker mi ful dobro piše, pač njen stil mi je ful blizu. Sploh z humorjem in pač načinom pač govora. Adele Parks. Pisateljica, ki sem že odkrila in I'm very happy about it. Pa sem razmišljala tudi recimo, ko sem brala na začetku leta Bridget Jones, ful bolj uživala v njej, če bi jo dejansko brala v angleščini. Ker res ta British stuff ne moreš prevesti v slovenščini. It doesn't work. Pač kar nek je. Pač tak, če to v angleščini bereš, ima res personality in res tak pride ven ta način izražanja. Medtem ko v slovenščini pa, ne vem, mi nismo toliko zabavni. Pravim, to je to za tole knjigo. Zdaj pa, glede na to, da je ponedeljek, jaz moram biti v fasingu, ker je mleka zmanjkalo, kruha zmanjkalo, bla bla, the usual. Ampak po moje sem prvo mečkam dol sedela, da preberem
par poglavij knjige, pol pa sem spravila v Velenje. Pač klasika, vsak teden, vsak ponedeljek grem v isto trgovino in I really like that. Fajn je, ker lahko grem dopoldan, ker še ni take gužve, pa ni tako vroče. Pa Jan mi je tole včeraj naprintal, to je pač plastično, pač 3D printed je, tako da bom verjetno danes tamle gor nekje obesla, da bo cute izgledala. Ful mi je všeč ta stena, pač dejansko ful dobro izpada, vse imam že nekaj cajta. In tukaj je Luna. Luna. Ajo. Zadnjič, ko smo s Tejo snemali podcast, jaz nisem imela kabla za tale mikrofon, zdaj sem ga pa končno najdla. Tako da, zdaj bom jaz probala, če bo tole delalo. V glavnem, rabila sem tega. To je mini USB, I think. Tako da, let's see if this works, ker tale mikrofon je šel že čez a lot. To je bil the main mikrofon od kraljevskega podcasta years ago. Za tega rabim dongle na USB, zato tega lahko damo v Maca. Ker nikoli nisem snemala z dvema mikrofonoma, nimam pojma, kako bo to delalo. By the way, če kdo ve kak awesome software za kje lahko snemam audio, če slučajno to ni Audacity. Jaz mi rečem Audacity, sploh ne vem, kaj se reče te aplikacije. I just call it Audacity, the Audacity. Zaradi tega, ker pač večina ljudi, ki snemajo podcaste, imajo the Audacity, da bojo kaj povedali. V glavnem, če kdo ve za kak drug software, ki bi bil mogoče boljši za to, please do let me know. Drugače, ja, Teja bo imela moj Blue Yeti mikrofon, jaz imam pa novega Yetija, oziroma zdaj je Yeti dela za Logitechom, oziroma Logitech mikrofonček tegale. Tako da, this is them side by side. Ful bi bilo dobro, če bi imela neke stojala za njih, zato ker je malo uncomfortable jih držati. Zdaj, imam to stojalo za ta mikrofon imam to, ampak mi da snimam na kavču. Tako da kind of, pač ga moramo imeti skozi v roki, to bom pač odšraufala in ga te v roki držala. Malo je težek po moje, ampak bomo videli, to bomo še pogledati. Vsakič, za vsako epizodo imamo nekaj malo boljšega in tokrat bodo to hopefully dva mikrofona. Zdaj sem imela kar težave s tem, ker sem sound delala, ker je Teja snemala pol na iPhonu in je iPhone zraven še mene pikal up, ker moj iPhone je vse snemal. Teda je moj sound malo odmeval, ker sem pač jaz imela pa še iz tega zraven. Ampak ja, to bi bilo dobro, če bi imela dva ista mikrofona, but who cares right now. Pač jaz se hočem bolj fokusirati na vsebino, ko pa to, kako opremamo. Pač sej to, da je za poslušati, je super, ampak kaj drugega pa zaenkrat ne bom komplicirala, dok ni. Da bi bilo pač worth it. Nima niti toliko še folka, ki bi to poslušal in zdaj, ker to snemam, moram povedati, da pač jutr pride gor že 3. epizoda kraljevskega podcasta, zdaj, ko vi to gledate, je to že zdavni gor in pejte gledat, please, oziroma pejte poslušati. Imate pa na Spotifyju, na Apple Podcasts in na YouTubeu, tako da imate 3 opcije. Na Spotifyju pa na Apple Podcasts je samo audio, na YouTubeu je pa še video tokrat zraven, which I'm very happy about. Glavno, grem je zdaj to naštimat, fingers crossed, da jaz to pogruntam, ker z audijem pa res nikoli ne delam, so pa ne, dvema naenkrat. This is scary. No, me je mami klicala in je rekla, da gremo v knjižnico. Večina se je že mami navadila toliko na to, da gremo vsak ponedeljek v knjižnico, tako da se moram jaz zdaj na hitro obleti. Pičimo v Velenje v knjižnico. Exciting! Ne vem, kaj bomo vzela, ampak mogoče pa sem z njo šla. Bomo videli. V knjižnico gremo. Ponedeljek je, ja, pač. Jaz si rekla, da imaš lepo oblekce, zelo lepo oblekce imaš. A si vse prebrala? Ja, razen Uga Ceferina. Kaj pa je bilo? Ti ni bilo všeč? Ne, nisem še... Nisi še prišla do nje? Nisem v sabo imela. Okej. Imaš kak plan, kaj boš posodila? Ne vem, koliko je še tetih. Ja, ti imaš celo kolekcijo, tu pokaž. Tetih škotov, pa višavcev, pa ne vem, kaj se... Oho. Vsako posebej. Ja, menda ja. To je kar cool drugače. Se lahko kar dvig. Jesus.
res grozno, ampak čisto nič nisem našla, zato ker je moja knjižnica doma bolj... Jaz sem si res nakupila tukaj enih knjig, ki so mi res všeč. A tukaj delajo, to moram zmerom preveriti. Opa! V glavnem, jaz sem zdaj tik na izhodu videla, da devajo te knjige. In zdaj imam trde. Amazing. Kaj smo ti vzela? Ena. Kaj je to? Meč iz Medine. Zgodovina, seveda. Je kaj še? Jo, zgodovina. Seksi zgodovina, po mojem. Ne. Je kaj si pa še druga vzela, ali to ne upaš? A? Klara. Kaj je to? Boš videla? Pa ene višalce spet. Višalce. 6. dela ni bilo, pa moram počakati. Pa neki za dušo. Tartini. Giuseppe Tartini. A vi Giuseppe? Ja. Fucking Christ. Jaz sem kar v avtu naredila haul, kaj sem kupila. Prvi del. Zato, ko se mi naljubi iti gor v stanovanje, ko moram ven iz avta stopiti. Oh my god, zunaj to fucking vroče. V glavnem, dobila sem 3 knjige, kar je fucking amazing. Se pravi, dobila sem od Assassin's Creed Zavrženi, Razodetja in pa Skrivna križarska vojna. Mislim, da imam, po mojem imam vse 3, samo da imam soft covers in zdaj sem dobila še hard covers. Tako da, če vam naj predlagam, da v knjižnici pregledate one knjige, ki so za odpis. Če ste v kateri drugi knjižnici, go ahead. Če ste v Velenju, don't do that, because I gotta take all the best books. V glavnem, ja, iz odpisa so in I'm very happy. V glavnem, pa sem šla pa še v Tedija, pa sem kupila stojalo za my paintings. Pa šuhe sem najdla v H&M-u. Full cute. Da imam spet neke malo bolj poletne šuhe, ker imela sem včasih one modre, ki so bili pač niso bili podobni, ampak so bili ful udobni. In kaj nam je dala tisti? Pač tak summer vibe. Zato, ker jaz ne nosim, mislim, zdaj trenutno nosim ful natikače, ampak I hate it. I hate it when my toes are out. Tako da tudi so bili 12 €, ki so bili na popustu in so zelo cute. In I think they're very me. Tako da sem zelo happy s tem. Pa vzela sem še za led delati, ker nujno rabim Azijanom, ker nisem imela čisto nič od tega. Sem dobila eno pa še eno tako. Pa kangelco, ker mama zuni rožice in imama kangelce. Tako da, zdaj kangelco. To je vse iz Tedija. Za one stvari, ki so pa iz Špara, bom pa gor pokazala. Čeprav se ni nič takega. Pač hrana je in stuff. Vsak ponedeljek naredim haul, pa čez teden, ko hodim v trgovino, pa nikoli ne naredim haula. I hate that. Grem še čez teden kdaj v trgovino, ampak ponedeljek je tak najbolj produktiven za mene. V ponedeljkih res največ naredim, pa tudi največ snemam posledično. Po čez teden pa zgubim moj momentum. Zdaj se moram mentalno pripraviti, da stopim ven. Prej sem se brez strehe malo pelala. It was horrible. Imela sem klobuček gor, ampak fucking hell. Čutila sem možgane, ki so se mi stopili. Jaz res ne razumem folka, ki ste like, oh my god, poletje, pa morje, pa plažice, pa ne vem, sol v laseh, ja, oh shit, fuck off, res. Jaz ne maram morja in poletje fucking sucka ass. Po poletju pride jesen, po vsakem dežju posije sonce, oziroma v mojem primeru po vsakem soncu začne deževati. To je to, grem zdaj gor. V sekundi je fucking vroče v avtu, ko ga ugasnem. Prva stvar, ki moram narediti, je, da vžgem klimo. 18 stopinj. Zato, ker se je bolj z dekco pokrit, kot pa fucking Švica. Lau, fej, klima. Špar, haul. Also, body is tea. Enkrat mi še rečete, da sem debela, I will. Glavnem, kupila sem si novo Ono Plus, da bom lahko zdaj brala. V bistvu, včeraj sem nama naredila zvečer dalgona coffee. Če se spomnite ko smo med karanteno delali fluffy coffee, it is delicious, jaz sem pozabila, koliko je to fucking dober. Jaz sem včeraj naredila in danes imamo plano, da si bom spet to naredila in zraven bom brala revije. To je moj summer vibe. Pa sem kupila mleko. Še eno mleko. Vsak ponedeljek kupim 2 mleka. Klasika. Hladilnik moram malo spucati. Spet. Kaj je to? Pašta. Testenine. In imam jih v hladilniku, zato mi nek fucking bibe ne požrejo. Preden kdo kaj reče. Kupila sem novo porridge.
Vsak ponedeljek isto kupujem, Jesus. Tokrat nisem vzela Filadelfije, sem vzela ABC tale sir. A je to isto? Essentially to isto? Sam je pač manj noter in potem se mi ne pokvari, ker nikoli ne porabim Filadelfije do konca. Tako da bom zdaj tega kupala, če bo isto. Ja, samo plano si narediti na mojo sushi bowlo. Zato sem mogla vzeti. Vzela sem 3 frutabele, jagodne, ki so najboljši, da imam za snack. Pa vzela sem banane, zato da si naredim moj snack z skuto, pa bananami, pa medom, ker mi je to ful dobro. Ful je osvežilno, včasih dam še kako drugo sadje noter, ampak tokrat bom dala samo banane. To je to za Spar. I'm happy with my purchase, I'm not happy with how hot it is. Klima lepo laufa. Zdaj pa bom šla montirati vlog. Poleg ko zmontiram vlog, čeprav, you know what, actually bi ga lahko kjer drug dan zmontirala. In bi lahko danes, Luna, what you doing? Hej! Zdaj moram še nekaj narediti za podcast, moram ga dokončati in uploadati, tako da to bom naredila. Pa moram v bistvu film gledati, 2 filma actually, zaradi tega, ker jutri snemamo naslednjo epizodo, kjer bomo gledali Rocketmana pa The Wall od Pink Floyd. A ne, Luna? Tudi da bom danes gledala enega, jutri drugega, pol grem pa jutri k tej snemati. Ja. Kaj boš povedala? Nič? Okej. Zdaj sem zvedela, da moram posneti še nekaj za eno sodelovanje, za Jaffa kekse. Tako da si bom naredila make-up. Nimam sicer Jaffa keksov doma. Actually, to bom imela gor, zato imela sem zdaj drugi. Nimam Jaffa keksov doma, tako da bo bolj brez produkta. Jaz teta sodelovanja, ker ne dobim izdelka, sem tak... Well, okay. Iščem čopič za obrvi delati, ker moram narediti nove obrvi. Ker zdaj moram spet poiskati uno mojo stvar, ki sem imela že včasih za rdeče lase. Ker jaz moram imeti pač matching obrvi z mojimi lasi. Če to ni v redu, nisem v redu. Kje imam jaz pol stvari? What the fuck? Tu nosim, da. Dobro. V glavnem, naredila si make-up v timelapsu. Evo, make-up is done. Koliko je to trajalo? 10 minut, še tokne. Čist na hiter, tako da na kameri dobro izgleda. I don't care, kako izgleda v živo. I mean, it looks... Okay. Tega, da samo tole posnamem in pol... si la grem make-up nazaj dol imeti. Such is life. Grem zdaj pogledat, kam imam navodila za posnet, posnamem in pol zmontiram. Actually, grem zdaj v trgovino kupiti še te Jaffa kekse. I didn't know Jaffa keksi so a British thing. To me je kar malo boostalo, da grem to posnet. Po mojem sem vedela nekje in the back of my head, ampak zdaj sem dejansko malo delala research, zato da sem pač napisala nek scenarij za Jaffa kekse in sem zdaj to zvedela in zdaj bom grozno obsessed za Jaffa keksi for a while. V glavnem, grem zdaj še enkrat ven v to vročino. Adio, klima, vidimo se čez 5 minut. Bye! Ok, zdaj sem posnela Jaffa kekse in zdaj me tam gledajo. Zdaj jih bom mogla v eni rundi vse pojesti, ker čez ful nisem za slikarije, tako da bi vse naenkrat pojedla. Fuck, koliko je to dober. Takrat se spomnim, ko sem bila majhna, skozi mi je Jaffa kekse. V glavnem, zdaj bom to tukaj zmontirala in poslala in z dekco sem pokrita, zato ker imam lepo klimo, da mi je lepo comfortable, cozy, da pa to pošlem in je to za danes dela. Pa ene slike bi rada tek poiskala, ker sem v videu rekla, da sem to včasih jedla, ko sem bila majhna, tako da moram najti neke svoje childhood photos, perhaps, maybe, če se bom potrudila. Zdaj bom pogledala tale film za jutr, za podcast, pa zraven njem sushi bowlico. Če sem pustila, da se riž ohladi in gor sem tokrat dala surimije namesto tune in je tako ful osvežilno za poletje. It is so good, recept je pa čist easy. Riž sem skuhala, v riž sem ulila malo riževega kisa, pa sem v bistvu zmiksala skupaj surimije, pa sir sem dala vmes med riž pa med to makco. V glavnem makca je pa surimiji, majoneza, sirača pa furikake. In to. Pa če smo še malo teriyaki sosa. Včasih dam še avokado, sem ga tokrat nijam. Ampak je amazing. Sicer ne zgleda glih najbolj, ampak trust me, it's very good. Pa zdaj sem si naredila moj fluffy coffee. Funny, ker je bilo v filmu Rocketmana, zdaj gledam. Fluffy coffee. No, fluff.
Ok, frothy coffee, ampak spomnim se, da moram narediti mojo peno, to penasto kavo, whatever. Teda zdaj to pijem, pa gledam Rocketmana. Pogledala sem zdaj The Wall, ki ga je Teja predlagala, jaz sem pa predlagala Rocketmana. In ne gledam ga zaradi tega, ker je pač eden od mojih comfort movijev, pa ker je fucking amazing, pa ker bomo jutro govorili o njem. Tako da, dosti smo podobno izbrali, da imamo obe dve neki v muziki, čeprav njen je malo bolj artistik, moj je pa dejansko biopic. Moj se povezuje približno v prejšnjega, v Amadeusa. Tako da, ne vem, kaj bi bil naslednji. Moram malo razmisliti, da se do jutra spomnim, kjer film bi pa lahko naslednji gledala. Včeraj pa nisem čisto nič snemala, ker smo ste obile, ampak smo uspešno posneli naslednjo epizodo. Tako da, zdaj je že gor, govorili smo o Rocketmanu pa o The Wall. Za naslednjo smo se pa zmenili, da jaz gledam Rangota, Teja gleda pa Kingsmana. Tako da, that's gonna be fun, ker sta oba dva zelo dobra filma, oboje smo obe dve že gledali. Ampak sem full excited, da bomo debatirali o Kingsmanu. So, drugač pa danes grem z mami nekam, zdaj prije po mene, gremo neko jamo gremo gledati. Čist, to be honest, grem zraven zaradi tega, ker rabim nek content, so you can come with me, da lahko me posnamem. Ker drugač se mi ta teden ne bo nič kaj dosti dogajalo, razen tega, da ima Jan v soboto rojstdan. Drugač pa kaj druga pa ne. Tak dan, čakam zdaj mami, da pride. Šel. A to? Če ne vidim. Jaz mislim, da ima jezen. Ja, če mu svetiš mučke. Jaz smo ne. Cute. Oh! Doma posnamem, v jami smo. V jami smo. Kako ti je všeč jama? Odlično, čudovito. Ja. Kjer je random izleti? Kratek poslavi. Me je včeraj klicala, a greš z mano v jamo? Sem rekla, okej. In to je to. Ni nekaj ful velika jama, ampak je pa jama. A nisem rabila veliko hoditi. Kje si mati? Talale. V blejski Vindgar bi mogla da iti. Ja. Bomo šli. Sem dobila nov paket. Jaz je to z eno roko odprla. Toto mi je zadnjič ena priporočala. Tak da tole je Butcher and Blackbird od Brian Weaver. Tak da hvala za predlog. Jo bom prebrala, sploh ni tako thick, sem mislila, da bo večja. Nice. Zdaj gremo še na pošto, kaj je dobil Jan še en paket. Jan je dobil prvo darilo za rojstni dan. Sam sebi si ga je kupil. Ja. In to je Luna. Da doben drugi nočete, pa si moram sam. Da vidimo, To je moj trophy knife. tvoj prvi glasbeni inštrument. Ne, ni. Kaj bi Sem bil bil mali. Si igral flautico. To? A res, aka? Ja, pa imel sem oni thingi, kako se že reče, veš tisto, ko si, ko je tak špilaš kot kitaro, ampak ima... Ukulele. Ha? Ukulele. Ne, ukulele, ne. Ono, ko imaš, kaj so že tipke, tak špilaš, ko Guitar držiš ko kitaro, pa špilaš ko klavir, samo je synthesizer te ni. A, vem, kaj misliš, pa ne vem, kaj se reče. Ja, Jaz sem mislila, da misliš Guitar Hero ali nekaj. Ne, da vidimo mi to. Jaz tako nisem imel, če bo to še prišlo preko, bo Evropska unija vse zaprla dol. Tak se počutim, ko... A ste muja kupil? Ja. Actually. Ja, vse bi lahko čist identični, ker je škatla ista, bi lahko kupil na Amazonu, s tem, da bi plačal 50 € več. Poglej, še navodila za uporabo sem dobil. Damn, Temu, you really popped off, man. A imaš kakšne note? Mogoče, čakaj, kaj piše? Handpan playing techniques, basic string techniques, optimal handpan placement, numbered notion Jaz imam and tek scale. 5% baterije, a lahko... Scale diagram, čakaj. To je to. Wow.
Ampak jaz tudi to igram. Ja, ne, sam si ga bom za sebe vzel, pa nobenemu drugega ne bom pustil. Ja, ne vem. Le kakšen stolček sem dobil zraven. To ni stolček za mene, ampak je stolček za njega. A ja, makes sense. Ampak daš gor. Ja. In kaj sem še dobo zraven? Če ne znam s prstami igrati, Oh my god, it's so imam cute. to zraven. In pol imam zraven eno krpico za čistiti, da ga počistim. You ready? Ja. Le kak je zadekan. Koliko si plača za to? V bagiju je. Jaz moram povedati. Ne, lahko sem men, bom jaz ven izrezala. Okej, ni to bad. Ne, not that bad. Sem ga kar poceni dobo, ker so scene šle gor, actually. To zgleda, oh my god, to zgledaš kot ninja želva, če ga Ninja nosiš. jelva. Ker ima kot backpack. Ja. It's a backpack, dude. Laka nosiš tako. Oh my god, kak fucking hippie si, daj nekaj. Ha? Kak fucking hippie si. Prav on new age hippie. Oh! It's so nice. Oh, it sounds good. Mene zanima, če... A pol to sam po feelingu špilaš? Ja, to pač si ga bluziš. Oh god, I can't do that. Lej! Jingle bells tako igraš. Se čuje bolj kot oni Jamaican shit. Se tisto, to je basically metal pen. Jaz mislim, da... Kaj? Jaz mislim, da znaš ti to malo bolj nežno. Pili happy birthday. Ne, znam. To si ti zavedala. Ja, tega moraš obrniti. Proti tebi zdaj. Začneš že to. Prejšnji tega. Ja. Ne, na isto. Ne, ti vidiš, ti si moj oni, kaže, lajne mi fidaš Ja. v uho. Če ima en tier tester, Ja, da hočeš vidimo, biti če ninja res želva. imam kot ninja želva. Ja. Če si ga dam gor. Imam kot ninja želva? Ja, zgledaš kot ninja želva. That's pretty cool. Jesus Christ. Ew. What happened here? Ampak ura je 8 in zdaj sem dobila notification, da me čaka paket na paketomatu iz Vinteda. Ponavadi pridejo ob enih, danes pa že ob 8 jutri, but that's fine. Tako da, I guess, sem zdaj umila in bom šla paket iskat. Danes nimam čist nič zabavnega v planu. Včeraj sem pol igrala ta Planet Zoo igrico, tako da zdaj spet to špilam for some reason. I don't know, it was fun. Ker sem zadnjič rekla, da se mi fulušta. In zdaj imam pave v živalskem vrtu. Ne vem, naredila sem kao desert zoo. I love it. In ful je mi je všeč, ker dejansko padem in the zone in pač tako počasi buildam moj živalski vrt. Ker včasih sem tako, da mora biti čist vse čim hitreje in pač mora biti kar naenkrat ogromen živalski vrt. Ampak I'm really taking it slow this time in pač počasi gradim tiste stvari, ki jih moram. Tako da je zelo fun, pa I'm kinda good at the game, so... Not gonna lie, it's going great. Ja, zdaj pa jaz se bom umila. V bistvu zelo zavlačujem, zato da na paketomatu vse zdeva noter v paketomat, pa da lahko grem iz svojega iskati. Teda zdaj se bom umila, sem oblekla, pa grem iskat stvari. Also, danes moram te cote pospraviti, ker jaz sem tu pol umare. It's just easier for me. Mislim, se je pospravljen, recimo. Ampak to bom danes pospravila. Ja, grem se zdaj umiti. Ajde, da vidimo, katero knjigo sem dobila na vse zgodaj zjutraj. Ta teden res dobivam vsa dan neke knjige. Prvi dan, okej, sem jih najdla v knjižnici sicer, ampak... What is this? Dejansko sem dobila neke darilčke zraven. That's cute. A little gift. That's adorable. Pa še piše tukaj nalepkice, ko piše gor thank you. Oh my god. Kaj je to? Nalepkice so. Mislim, da je kazalo. To bo prišlo prav. Oh my god. Oh my god. Rožice so. That is adorable. Mak, ta trikec za kazalo. By the way, moja najljubša roža je mak. Ajde, da vidimo, kera knjiga je to. Eni se res potrudijo, koliko mi je to dobro. To je... Oh my god! Yes! Jaz sem zdaj začela ful neumne knjige kupovati, by the way. Včeraj sem najdla Louis pa Harry fanfiction printed in sem ga kupila, ker je fucking fanfiction. Ampak tole je pa Prom Nights from Hell in Stephanie Meyer, ki je napisala Twilight.
Tako da moja Twilight zbirka raste, oziroma zdaj ni več Twilight zbirka, zdaj je Stephenie Meyer zbirka. I don't know why, ampak jaz hočem imeti tek najbolj quirky, modern knjižnico. Res, da jaz grem v knjižnico, kjerokoli pa sem tek, my books at home are better. In lahko berem kar čem. Zanimive knjige, ne sam pač eno in isto, tako je ponovadi v knjižnicah. Očitno sta še dve, ampak tam zraven ni Stephenie Meyer, tako da not gonna read those. Ampak imam pa to, ki je napisala tudi Stephenie Meyer. Naslov je pa Hell on Earth. I'm so proud of myself. Kaj vse ne najde na Vintedu, stari moj komik čaka na prijav One Direction fanfiction. Pa nisem bila nikoli neki full fan One Directiona. Ampak that's just amazing. Prav zaradi Eltona Johna, zaradi Rocketmana, sem se danes odločila, da bom imela gor tale moj cute little šlafrokec, ful je cute. Zdaj bom naredila zajtrk, kot vedno. Nimam štrika, da bi se lepo zavezala tukaj, jaz bom mogla odprto nositi. Kot vsak dan, this thing, ta je prazna. Grem, po mojem malo vlog celo montirati. Tegale, ki ga zelo gledate, ker danes nijam nič kaj druga za delati. Moram sicer par mailov odgovoriti, ampak nijam nič za snemati. Zdaj razmišljala, da bi posnela book tag, oziroma mid-year book tag, da pač govorim o teh knjigah, ki sem jih prebrala do zdaj pač v tem letu. Teda I might do that, ampak še nisem zihara. Če sem ljubila narediti make-up, ga bom posnela. Ker imam feeling, da to ne bo nobenemu zanimivo. Tako da I don't know. Ok, ratala mi je prebrati tole knjigo do konca. Na koncu, spoilerji, tako da skipajte, če nočete vedeti. Ampak ta rockstar Scott ima a thing za njega best frienda, moškega. In, yeah, maybe gay, maybe. In ta njen bivši pride na poroko z njeno best friendico in ona ugotovi, da maybe she doesn't want this life, maybe she wants him back. In pač pa na koncu se spet skupaj. Samo ena stvar mi moti. Zaradi tega, ker on reče klasično, it came out of nowhere. It didn't. Pač zdaj sem tako razmišljala čisto na začetku, kaj je ona tečnarla, koliko je bilo fucking, ne vem, piksne, čiki, kak mu je rekla, da naj se malo lepš pogovarja z njo, oziroma da naj pač je ne kliče z nicknameom, ker njej ni všeč, bla bla bla. And he didn't listen in potem pač enostavno je ugotovila, da nista za skupaj. In potem je mogla čez celo dramo iti zato, da je ugotovila, da v bistvu sta za skupaj. Pač he's gonna annoy you again. Pač neč se ne bo spremenil, še vedno bo isti. In če pač si ugotovila, da you can't handle that the first time, most probably ne boš mogla handle the second time. I'm reading too much into it. Zdaj pa jaz sem dobila še en SMS, da imam še en paket na GLS-u, tako da grem zdaj v avto in grem poiskat še to knjigo, ki sem jo zdaj dobila. Gremo na paketu. No, pa da vidimo, kaj sem dobila. Well, to ni toliko exciting. Dobila sem zraven še thank you card. Dobila sem tole Deep End od Elie Hazelwood. To je tudi ena izmed unik, ki bom prebrala, zato da naredim review na TikToku. Ker honestly, it is not my jam at all. Ker je a junior at Stanford and a student athlete. On je swim captain. Ampak tudi je ful popularna na TikToku, zato sem jo vzela in jo bom prebrala in probably pol tudi prodala naprej. Ampak ena stvar, ki mi je pa res ful dober pri Elie Hazelwood je njeni coverji. I don't know, there's something about the art, ki mi je fucking amazing. The line weight, pa pač, ne vem, I love them. Zdaj pa bom naredila si kosilo, ker sem ful lačna. Po mojem spet nudle jedla, pa malo sem si lase skodrala. What are your thoughts for 4th of July? God bless America. And happy birthday to you. Thank you. Zdaj sem ti nekaj se reči, boš pokazala, kaj ustvarjam. Actually delam, desko pač za game, ker mi se reče Cornhole. Ameriški party game. In jaz sem včeraj tudi. Bilo je a lot, ampak they're done. S tem sem naredila. Ja. Oh my fuck, ja, snemam. Žle boš utrgal. Samo kakaj je za to zakaj zahakle skozi porini? Čakaj, bom imaš levo. Šelnako, veš? Dobro, da hodiš v fitness, da si skujiš od dlani. Nisem. You fat fuck. Kaj držite, ne? Tako ne ima požgačka. Škaj škljiv je. Ok, drži. Amin. Ok, 3, 4, hop!
Ja ni bil na hope. Još je šlo malo po strani, ampak sem preživel. Kaj se tu dogaja spet? Bom sob dejal. No, daj. Damn. Kurva ti nese? Ja, to pa spod. Profesionalci. V glavnem, nič še nisem snemala. Praznujemo Janov rojstni dan in praznujemo 4th of Bravo, jaz sem July. Jan, moj režne. Jaz sem 50s housewife, Jan je moj ljubimc. Kaj pa ti? Kaj si ti? 90s runner, ali kaj Ne, jaz si? sem varianta 80s, hlače, Tenisač varianta. tenisači, a mi daš? Tukaj so še ostali. Dobar dan, družba. Cornhole igrajo. Ja? I like it, sam sem ga naredil. Vse sem sam naredil. Board sem sam naredil. Sam sem naredil svoj rižebe, ne, tada, alo! Ej, zastavi moramo biti breda. Ja, zastavi. Oh shit, sem res, fuck! Prosim, bun? Just follow my lead. Pa BMW, pa Chevy, imamo. Je mese kam noter, tako da brez skrbi. Ej! Oh Lord, thank you for gathering us over here. Among those friends, we have the food that we will eat now. We are here now to bring joy and peace and freedom to this land. For we are here for you, dear God. We are here. Now give us blessing. Give blessing to this food. Now eat, my children. Feast upon the meat and the cheese and the veggies. My friends, we have gathered on 4th of July on the best, literally the best celebration of the biggest country in the world. This is the biggest, the baddest, the most awesomest country. Ok, ljudje so But lačni, veš. now we are here to eat this food. We have the ribs. And I keep this physique. I have, what, 6.5% of body fat. Let me show. Ljudje bi radi jedli, sam povem. Did you see me play perfect every time? I hit every hole. Ljudje bi radi Did you jedli. ask Melania? I hit every hole. Dej! Fake news, that was not real. Zdaj pa moraš ti vsem nadevati, a veš, morajo ti dati krožnik, ti nadevaš. Da pa štajer. To je naša torta! Božji nam je rojen sin na 4. junija. Sluga. Wow! Ne, če to pa nas znajo več. Ha, ne, bo se zdaj naučil. Straight up vodko daj. Jaz hočem to posneti, in case it goes wrong. Daj. Tako ja, ne to dajo, super. Aj, jebe ga. Ne, nisem dosti močno. Imamo aceton doma. A ima to iz prve pomoči aceton? Bom kjer nohte. Ja. Danes smo v Starem Piskru, ker zdaj bomo imela vsako leto to, da gremo v Star Pisker. In ne samo to, da smo v isti restauraciji Kalani, še isto smo oblečene Kalani. Tako da jaz imam mojo zeleno obleko. Jan ima ta svoj seksi outfit, ki ga je imel tudi na najen prvi date, actually. In danes imamo na žalost drugo meso Kalani, ker smo lani imeli korejski barbecue. Kaj je to? V bistvu imamo isto meso. Lani smo imeli wagyu po pikanju, letos smo pa samo pikanju. Ampak nisem imeli... Pa bi lahko naredil sam to na korejski barbecue. Moče drugačen kos. Jaz sem hodila samo na mojo korejsko makico in zdaj, ker nimamo makice, bom ful jezna. Nadej enega gor, da probamo. Jaz sem pa štrukli. Pa ta krompir je fucking dober, res ti ga bom kar kradla. Rekel, jaz sem tudi tebi. Sem to kar stekal. Da vidimo.
Čekaj, markico, so? Da bom dala, da boš ti vesel. Se bomo dala telefon stran. Odlično je. Ful mehko mese. In Jan je še ekstra vesel, zaradi tega, ker je bil prejšnji mesec tukaj kdo? Dude, meets food. Tvoj najljubši youtuber. Grem da je punega, zdaj popular v tem spaceu, v food spaceu. Ostalo nam je še ful. Jan pa, kako še jedu? Si šalačen? Jaz bom gledal to, kar je No. Še štruklov nisem mogla vezati, ampak... Oh my god, ful dobro reč. A bo? Kaj se dogaja? To se kar vidi eno leto več, a? Kar vidi se eno leto več. Viš, včeraj smo resen dan, danes me žikrči vlačijo. Ja. A to fejst? Ne, samo tenderizam si moj mit. To je zato, ker si hotel spati zunaj na terasi. Ja, Ja. pa nisem. Ne, nisi, ker sem te jaz prisilila. Fuck this guy. Včeraj smo žurali v pozno v noč in Jan je No, daj. malo preveč spil. Daj mi roko. Pridi na to da stran. Zakaj? Pridi na to da stran. Daj roko. Kaj ga čutiš? Ne, ko pa ne bi čutilo. Trdo je. Ja. No, tu noter je močno stisne, ko hodim. A pa res? Čutiš ga? Ja. Prav keko imam. Mišico na tega. V glavnem, Jan je malo preveč spil včeraj in pač ni več tako mlad, kot je bil. In bil je sicer zelo zabaven, ampak na eni točki, ko so vsi šli, smo mi pa bila zunaj in Jan se kar ulegel na teraso, se je lepo pokril s pončico in je rekel, jaz bom tu spal. Ja, jaz In sem jaz si bom pončil tu oblekel. spal. Mislim, ne Jan, not greš. Ne vem, eno uro pizda. Res? Jaz sem te pustila, da malo pančkaš, pa sem pa ratela jezna, ker sem bila tako no, pa ne boš zunaj spal. 5 not, pa si prišla težit ven. Ampak je zanimivo, pač nekako mi je bilo natural. Enkrat moram spati poleg campfire, res. Ja, Nekaj come moram on. kampirati. Ha? Sam mislim, ne bom šla kampirati. Ker je bil tvoj problem je bil to, da si rekla, kaj bomo pa z ognjem naredila. Ja, vsi, kaj jaz gledam. Kaj? Vsi, kaj jaz gledam. Saj imam odprte oči, a tik na polno spi. Saj imam odprte oči. Ne, ampak če si zraven ognja, pa začne kako goreti, pa tako boš ti začel, pa bo panika, da ga boš mogel pogasiti, ne? Ja, ne vem, ali pa te sam skuri, pa umreš, pa je to to. V glavnem, zdaj gremo v hotel Evropa na kavico, zaradi tega, ker tukaj smo pač midva šla prvič na dejt. Oziroma, takrat še ni bil dejt, no. Takrat smo... Takrat si mi rekla, a bi ti šel na eno kavico? Veš takle, Ja, why not? Nema, sploh ni bilo jasno, zakaj ga ženska vabi na kavo. čekaj malo, ne? Kaj? Opa, what the fuck? Ja, res. Sem mislila, da je walking stick. Evo, kaj pijemo? Ti piješ espresso, whisky, sour, very delicious. To je pa vegan chips, ne vem, neki, ne vem, ne zgleda dobro. To je čisto preveč zdravo. Jaz sem imela chips, pač actual chips. Rarno. Je bilo tako naredno, da si rekel, moš. No, na tega javne žice. Nič ne delam, sem pa samo roko malo nekaj. Vidite, da se lahko po izpojstvu da odložim. Nekaj našla. Kako ne je poznam? Preslišal. Komu vidiš? Stran reči, ko me jezite. Jesus Christ, kaj je z mojo frizuro. Anyways, outro od tega videa snemam z Glamrough, ker smo imela v soboto smo res žurali in še hripav glas imam, zaradi tega smo peli pol, smo imeli karaoke in pač crazy. Ampak ja, zaključujem tale vlog, tako da upam, da vam je bil všeč. Če vam je bil, mu dajte like, pospali se naročite na moj kanal in komentirajte in to je to.
Zgledam, kot da sem se jokala, what the fuck? Za knjige moram vas razočarati, da ta teden me ni rata nič kaj brati. Mal sem brala ono Butcher and Blackbird, ampak sam tek 2 poglavja, tako da danes moram mečkaj bolj dobro sesti, pa mečkaj bolj brati. Glavnem, to je nažalost to za ta teden, tako da, ja, zdaj pa res. Lepo se imejte in veliko se smete, pa se vidimo naslednjo soboto v novem vlogu. Ciao!